Sedmo dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je gostil Saint-Jean d'Angely v Franciji. Tim Gajser zmagal in znova dobil rdečo številko. Novi Marof na Hrvaškem je bil prizorišče druge preizkušnje državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Kaj vse je potrebno pripraviti in storiti za organizacijo dirke državnega prvenstva v mini cestno-hitrostnem motociklizmu ter jo tudi izpeljati? Saint-Jean d'Angely v Franciji je bil gostitelj 7. dirke sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. Z licencama AMZS sta na njej v razredu MXGP slovenske barve zastopala Tim Gajser in Jan Pancar. Že v kvalifikacijski vožnji sta imela zahtevno delo. Blatna in spolzka proga Puy de Porce je bila zelo težka. Gajser se je v teh razmerah dobro znašel in je zasedel drugo mesto. Pancar pa je bil 16. Nedeljska prva vožnja je prinesla lažje tekmovalne razmere in Gajser jih je imenitno izkoristil. Kmalu po štartu je v prvem krogu navdušil s prehitevanji, po katerih se je zavihtel na prvo mesto, ki ga nato vse do konca vožnje ni več izpustil iz rok. Pancar je v ozadju vozil prav tako dobro in je ciljno črto prečkal 14. Za drugo vožnjo se je vreme spremenilo in dež je pošteno otežil razmere na progi, ki je bila podobno kot v sobotnih kvalifikacijah spet namočena z vodo. Gajserju se štart ni posrečil, a je nato vseeno kar nekaj časa vozil na 3. mestu, potem pa v 12. krogu nesrečno zdrsnil in padel. V cilj je pripeljal 6., a kazen, ki sta jo prejela Jeremy Zever in Kevin Horgmo, je Gajserju prinesla 4. mesto v drugi vožnji. To je pomenilo tudi skupno zmago na dirki in prevzem rdeče številke vodilnega v skupnem seštevku. Pancar je tudi v drugo osvojil 14. mesto, na dirki pa je bil skupno 13. V skupnem seštevku razreda MXGP ima 79 točk in je 14. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Druga dirka državnega prvenstva Slovenije v kartingu je bila na Hrvaškem. Na progi Ravš v Novem Marofu smo bili priča ostrim bojem za najvišja mesta na zmagovalnem odru. Proga se mi zdi super, ima tudi dober grip, je na progi. Zelo hitra, je zelo razgibana, moraš jo dobro poznati, biti natreniran, vedeti, kje je treba bremzati. Proga je zelo lahka, ne potrebuješ veliko bremzati. Je zelo hitra, kar mi je še bolj všeč, ima veliko vinkov. Asfalt je dober, sam na štartu je ta hribček, kot je druga. Proga je pa zelo enostavna, je pa težko prehitevati. A prehitevanj kljub temu ni manjkalo. V razredu Rotax Mikro sta imela hudo bitko za končno zmago Neli Štrajhar in Timon Grgič. Na kvalifikacijah sem bil drugi, na štartu sem bil drugega mesta. Na štartu smo se takoj neki zakvačkali. A Grgič se je nato hitro odkvačkal. V prvi vožnji je zaostal za tekmico, nato pa dvakrat zmagal in se veselil skupnega prvega mesta. Nisem glih zadovoljen, lahko bi šlo pa boljš. Moja želja je, da zmagam na vseh dirkah. Moj cilj pa je, da premagam Grgiča. Ki se je zmagal v Novem Marofu utrdil na prvem mestu tudi v skupnem seštevku. V razredu Rotax Mini je največ pokazal Maj Tušek-Haladeja. Dirka je bila zelo dobra, imeli smo malo tehničnih težav, bil sem po večino prve. Dobil je 2 vožnji, v tretji pa je končal na drugem mestu, saj ga je prehitel Filip Ferk-Žerak. 3. mesto je tokrat pripadlo Mihi Pirjevcu. V razredu Rotax Junior je prevladoval Jure Levar.
ki je dobro unovčil v tej sezoni tudi na novo pridobljene mednarodne izkušnje s tekmovanja FIA Academy Trophy. Zelo sem zadovoljen, saj sem vse te dirke zmagal in skoraj ne bi moglo biti bolje. Levarju se je najbolj približal Maj Rakuša, na koncu skupno drugi. Na tretjem mestu skupno pa je pristal Taras Telebak-Bolta. Dirkanje v razredu Rotax Max je tokrat postreglo z dominacijo Taja Kovačiča, ki je slavil zmage v vseh treh vožnjah. V tretji dirki sem pa dokazal, da v bistvu sem bil sam svoj dominanten, da sem zmagal zadnjo dirko. Prijetno je z drugim mestom presenetila Anja Levar. Na začetku smo imeli zelo veliko težav, tudi s tem, da se naučim progo, zato sem imela tudi potencialno slabe kvalifikacije. To je ni zaustavilo in skupno je bila na koncu boljša tudi od Nika Tropca, ki je zasedel na dirki tretje mesto. V razredu Rotax DD2 Ksenderuve za razliko od prve dirke v Sloveniji vasi ni dovolil presenečenja. Prepričljivo je opravil s tekmeci ter si zagotovil novo skupno zmago na dirki. It was a very good day for us, so we cannot make it better than it was. Drugi tokrat je bil Matic Kolmanič, na tretjem mestu skupno pa je tekmovanje končal Aljaž Vidmar. Naslednja preizkušnja za točke državnega prvenstva v kartingu bo konec julija v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Dih jemajoče vožnje, nora prehitevanja in dirkaška akcija so zagotovljene na dirkah mini cestno-hitrostnega motociklizma. 6krat v sezoni se vozniki pomerijo za pokale državnega prvenstva, a še preden prvič zapeljejo na stezo, morajo organizatorji dirk urediti vse potrebno za uspešno izpeljavo dirkaškega konca tedna. Vsak klub ali društvo ima možnost organizirati dirko. Letošnje državno prvenstvo poteka pod okriljem 5 slovenskih organizatorjev in enega hrvaškega. Spraviti skupaj dirkaški dogodek pa ni mačji kašelj. Imeti dosti potrpljenja in živcev. Drugi pogoj, ki je ta, da če ti z veseljem nekaj organiziraš, pripravljaš, to nekako gre. Če imaš ti na spisku eno lepo število voznikov, ti je še večje veselje to, ne? Društvo Gas Vrtejba ima že vrsto let čast, željo in pogoje, da organizira prvo dirko sezone. Dirka v Vrtojbi slovi kot dobro organizirana in med vozniki ena izmed ljubših na dirkaškem koledarju. Toda takšen sloves ni prišel čez noč, potrebna so bila leta trdega in marljivega dela. Stvari, ki smo jih pa mi dajali skozi čas, smo jih preverili in poskusili, to pa je še malo težje, 10-letni postopek, kako iz parkirišča narediti z veljavnim uporabnim dovoljenjem poligon, zdaj pa nimamo težav. Jaz po mojem trdnem prepričanju z malo dobre volje mislim, da bilo kje na malo večjem parkirišču bi lahko vsak to uspel narediti. V primeru AMTK Koper, ki organizira drugo dirko sezone v Krškem, je izpeljava dirkaškega dogodka veliko težja. Vasja, spusti! Mi pripravljamo dirke že pol stoletja. Ali naj si bodi to ali smo v krosu, zdaj zadnja leta prirejamo samo v mini CHD-ju. Težko je tudi zaradi tega, ker mi recimo na Primorskem nimamo nikjer nobenega poligona kartodroma, ki bi lahko organizirali in smo prisiljeni iti v čisto eno drugo občino. V ozadju priprave na dirkaško dogodivščino je veliko papirologije, ki mora ustrezati vsem pravilom na ravni države in lokalne skupnosti. Najtežji del so zmeraj dogovori z ostalimi deležniki. Skratka, bi rekel, mogoče nek lastnik zemljišča, mogoče nek sosed, mogoče lokalna skupnost, vse te deležnike spraviti na skupni imenovalec ali nek faktor, da so vsi zadovoljni, to bi bila ena težjih zadev. Potrebno je imeti razna dovoljenja od
dovoljenje krajevne skupnosti, občine, zavarovanje prireditve, za pripravo vse papirologije, ki jo rabi en organizator, je to precej dela in to se zna tudi vleči mesec, mesec in pol. In zdaj, če mi recimo v našem konkretnem primeru, ker gremo kot tujci nekaj najemati poligon, brez pomoči AMZS, sigurno ne bi mogli speljati tega. Potem pa ne smemo pozabiti še na vse ljudi. Vsaj 20 jih mora biti, ki opravljajo delo sodnikov, komisarjev, časomerilcev, sekretarjev, manjkati ne smejo niti gasilci in reševalci. Ker moramo misliti tudi predvsem na varnost voznikov, tako da imamo in reševalno službo in sodnike, ki so sposobni delati to delo, tako da so tudi vozniki zadovoljni pač z organizatorji. Pred vsako dirko je potrebno preveriti tudi tehnično brezhibnost motociklov in zaščitne opreme. To je delo tehničnega komisarja, ki ga opravlja Vasja Žnidarčič. Moja naloga je, da pred dirko opravimo tehnični pregled motorja, gledamo, kar je predpisano za določeno kategorijo, pogledamo obleke, čelade, veljavnost čelade, taka je homologacijska oznaka čelade, pogledamo zavore na motorju, te stvari. Varnost je na prvem mestu, zahtevna naloga, saj na dirkah mini cestno-hitrostnega motociklizma kar 7 različnih tekmovalnih razredov, od minimota do supermota. Prireditve pa se lahko udeleži tudi več kot 70 voznikov. Sam dela je, zavisi koliko je prijavljenih dirkačev in pol, če prijo določene prijave med dirko, da kdo poda prijavo, pol imamo mi več dela, da moramo to pregledati, zakaj se je šlo, da se smatra, če je motor predelan po predpisih ali ni. Ko je birokracija pod streho, motorji pregledani, mora biti tudi steza v 100% stanju. Mi, po dirki prije metla, je 200 €, za urediti poligon, moramo pokositi, moramo poštivano spraviti, moramo pobeliti, moramo pobarvati, poskrbimo, da je dogodek na nekem nivoju in da je to urejeno. Na dan prireditve morajo biti vse stvari v top stanju, organizator pa ne sme pozabiti niti na obiskovalce, njihovo varnost in dobro počutje. Seveda, kadar nekaj delamo, moramo nekaj ponuditi, da še nekaj zaslužimo, da s tem pokrijemo ostale stroške. Moramo biti pozorni, kadar nekaj delamo, moramo tudi finančno konstrukcijo si lahko in zanimivo postaviti, da na konci smo vsi zadovoljni. Na koncu pa je še finančni vidik. Celotna organizacija ni zastonj, še najmanj poceni, čeprav veliko dela opravijo tudi na prostovoljni ravni. Če gremo v neka zavarovanje, moramo vedeti, kaj želimo, koliko želimo, do kakšnih vsoti in podobno. Smo lahko od 300 do 500 €, pol imamo neka časomerilca, zavisi od kvalitete, lahko govorimo od 300 do 1000 €, recimo, da vzamemo mesec 600 €. Pol imamo direktorja dirke, ki je 200, imamo tehničnega komisarja, ki je nekaj, imamo upise v koledaru, da AMZS-ja, mislim, da je 250, spet zavisli, ali smo člani ali nismo. Imamo reševalcev, mislim, da so zdravnikom 70-80 € ura, spet zavisi od dogodka, ali se komu kaj zgodi, ali se ne zgodi, tu vse, ali draži ali niža strošek. Gasilci isto, gasilci so že skoraj bolj dragi kot reševalci. Organizacija netačne dirke z vsemi pokali, z nagradami in z vsem, z najemom, s tem, mislim, da smo preko 6000 €. Našteto je le del stroškov, ki jih mora organizator pokriti, so pa tukaj tudi nepredvidljivi dogodki, ko ne gre vse po načrtih. In ko ne gre, se morajo hitro odzvati in napako popraviti, odpraviti. Najtežja stvar, jaz mislim, da imajo sodniki in štarter, v tem primeru jaz, ker ko imaš ti 20 voznikov na progi, je malo težko realno določiti, da boš ti naredil vse 100%. In tako kot vsi ljudje, ki delajo, grešijo, se zgodi tudi pač kakšen kiks iz naše strani. Ampak ga popravite. Tako da so vsi na koncu zadovoljni. Ne glede na finančno breme, pa dirke izpeljejo vrhunsko in z največjim veseljem. Ne prirejajo jih namreč zaradi sebe, ampak za mlajše rodove dirkačev, ki si zaslužijo tekmovanja na visokem in kakovostnem nivoju.
Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V soboto 1. junija bodo člani AMD Lukovica pripravili tretjo preizkušnjo sezone državnega prvenstva Slovenije v trialu. V nedeljo 2. junija bo v AMZS karting in motošportnem centru v Slovenji vasi AMD Ptuj organiziral tretjo dirko za točke državnega prvenstva v mini cestno hitrostnem motociklizmu.